V Ljubljani je bilo leta 2016 najdražje stanovanje prodano za 650 tisoč evrov, 4 leta kasneje pa za skoraj 8-krat več. Kot nam je potrdil investitor Schellenburga, ki ga gradijo tukaj za nami, so lani prodali stanovanje za 5 milijonov evrov. Trenutno se gradijo res 3 luksuzni projekti, to so Šumi, Schellenburg in RB Lipsa. Schellenburg raste ob Gosposvetski cesti v središču mesta, obsegal bo palačo in vilo s 125 stanovanji, petino stanovanj so že prodali. Trenutno še razpoložljivo najdražje stanovanje meri 333 kvadratnih metrov, stane pa slabe 4 milijone evrov, kar je 11.670 evrov na kvadratni meter. Na Slovenski cesti gradijo center Šumi. V objektu, ki naj bi ga dokončali do konca leta, naj bi bilo poleg hotela še 96 stanovanj. Četrtina je že prodanih. Cene od 380 tisoč evrov do 1,5 milijona za stanovanje, kar pomeni, da je povprečna cena kvadratnega metra dobrih 5 tisoč evrov. Na Roški cesti nastaja prva stolpnica v obliki elipse s 65 stanovanji. Prodajati so jih začeli včeraj. Povprečna cena kvadratnega metra je 4 tisoč evrov, najdražje pa bo Stanovanje, ki je 154 kvadratnih metrov in 164 kvadratnih metrov terase, je 1,1 milijona. In zakaj se investitorji odločajo za gradnjo dragih stanovanj? Razlogov je več. Prvi je ta, da se gradi zelo malo, kar pomeni, da vsaka nova gradnja, ki pride, ima nek dodaten donos, lahko prenaša. Drugi razlog je zelo ugodno financiranje bank, kar velja tako za investitorje kot za kupce. Tretji razlog je, da se je ukrepila neenakost, ne samo v Sloveniji, ampak na splošno v svetu, in nepremičnine so postale ena izmed ključnih investicijskih mehanizmov. Se pravi, vse več bogatih ljudi vlaga v luksuzne nepremičnine, ki jih razume kot nek sef. V določenih teh objektih so lastniki, ki imajo po 10 stanovanj in v teh stanovanjih ne biva nihče. In to je v bistvu problem, zato ker je zelo vreden prostor mesta, kjer so pač ta draga stanovanja, ki pa so prazna, v teh stanovanjih ne živijo ljudje. Večje število nadstandardnih objektov vpliva tudi na cene nizkocenovnih novogradenj. Ko se cene na enem delu dvigajo, se bodo začele dvigati tudi v revnejših predelih, rečemo temu, in tudi na segmentih trga, ki so bili prej bolj dostopni. Zaradi vse višjih cen stanovanj pa bodo nepremičnine za mnoge zdaj še nedostopnejše, opozarja sogovornik.